V Tišini pri Murski Soboti pa smo obiskali gospoda Štefana Titana, ki že vrsto let pomaga ljudem. Je zdravilec, odličen diagnostik, radiestezist in bioenergetik. Predvsem pa je gospod Titan človek z velikim srcem, poln lepe energije in zelo mladosten za svoje leta. Danes boste lahko videli prvi del najinega pogovora, drugi del pa si lahko pogledate na naši spletni strani www.zazdravje.tv. Gospod Titan, lepo pozdravljeni spet v naši oddaji Za zdravje. Dober dan tudi. Po nekaj letih, kaj ne? Tako. Povejte mi nekaj, vi ste eden najbolj priznanih bioterapevtov in radiestezistov v Sloveniji. Kako in kdaj pa se je ta vaša pot začela? Ja, zdaj, koliko sem znan, res je, poznajo me cele Slovenije, tudi izven meja, lahko rečem Kanada, Avstralija, Turčija, Nemčija, Avstrija, od povsod prihajajo pacienti na preglede, predvsem na diagnostične preglede. Začel sem delati pred, lahko rečem, 40 leti, sicer čisto slučajno. Lahko rečem, ker je to odkrila v meni moja žena, ki je bila takrat tudi imela potrebe po pomoči. In tako čisto slučajno smo začeli s tem, potem pa izobraževanje, delo, skratka, ja, traja že tako dolgo, kot sem pozabil, kako in kaj. Ampak lahko se malo pohvalite, v Torinu ste dobili tudi lepo priznanje, ste mojster bioterapije. Tako je, jaz sem to šolo končal v Italiji, pravi študiral sem 2 leti. Imam tudi certifikat, mednarodni certifikat in naziv mojster bioenergije. Torej, to je najvišji naziv, kar bi lahko rekel, pri nas neke vrste višješolska izobrazba, ki pa se sicer v Sloveniji še ne priznava. Mojster bioenergije in radiestezije, torej ukvarjam se z bioenergijo. To je posebna dejavnost, katero zdravim, in ugotovili so mi takrat, ko sem bil na testiranju v Milano, so ugotovili, da imam zelo visoko energijo, konstantno in superlativno, kar je najvišje, zato sem tudi lahko potem študiral, naredil izpite, končal to šolo in na osnovi tega potem tudi začel nekako bolj študijsko delati na tem področju. Kaj pravite, kakšen mora biti tisti pravi zdravilec, pravi bioterapevt? Glede, žal je v Sloveniji ogromno, pod narekovajem, čudežnih zdravilcev, ki se izdajo za čudežne zdravilce. Vsak zdravilec, ki se ukvarja z zdravljenjem, bi mogel upoštevati nek kodeks, ki ga obvezuje na poštenost, vendar žal tega ni. Mi smo se borili, sem tudi sam bil v tej komisiji za pripravo zakona o zdravilstvu, ker smo skoraj leto dni se mučili, pripravljali ta zakon, ki je bil sprejet, ampak pozneje potem tudi zavržen strani Ministrstva za zdravje, z nekaterimi členi se niso strinjali. In pravim, tudi bi mogli upoštevati potem ta kodeks zdravilstva, ki smo ga mi izpostavili, ampak pozneje ni bil uveljavljen. Zdaj, vsakdo lahko se vkliče za samo zdravilca oziroma zdravilca, brez vsake izobrazbe, brez vsega. Narod je pa tak, ljudje so odvisni od zdravstva, in ker je zdravstvo postalo enostavno nemogoče priti na vrsto, čakalne dobe so dolge, ljudje imajo veliko težav in zato se tudi odloča, ne glede na to, kdo je, kaj je, če se pohvali v časopisu, na reklame, pač grejo k njemu, plačajo drago, na koncu pa od tega nič nimajo. Ampak vi, kot pravite, imate certifikat, delate pošteno, imate ogromno let izkušenj, modrosti, pa še nekaj je posebno pri vas. Vi ste tudi diagnostik, kaj ne? Tako je. Moja specialnost je prav diagnoza. Zdaj, tega ne more vsak delati. Nekateri so me poskušali posnemati, ampak to se posnemati ne da. To je prirojeno videnje. Namreč jaz imam sposobnost jasnovidnosti, torej vidim lahko tisto, kar drugi ne vidijo.
Ker pa se nisem hotel ukvarjati z dejstvom, ki bi prerokoval in tako dalje, sem se nekako po tistem šolanju, ko sem končal šolo, pa tudi že prej, sem opazil nekatere stvari, ki mi bolj ležijo in sem začel se ukvarjati z diagnostiko. Torej, pri meni je nihalo tisto, ki mi daje vid, pomaga pri tej diagnozi in lahko rečem, do zdaj, koliko sem imel teh diagnostičnih pregledov, ogromno, moram povedati, so bili več ali manj točne. Vendar pa pri moji diagnozi, ko jaz postavim diagnozo, radiostezijsko diagnozo, to se pravi radiostezijsko, delam z nihalom in pa s notranjimi čuti, ko grem z roko po telesu, čutim, vidim določene stvari. Takrat, ko jaz postavim diagnozo, če vidim, kaj lahko sam pomagam, človeku pomagam, povem, to vam lahko pomagam. V večini primerov pa potem pošljem še naprej v zdravstvo na pregleda. Tako da nekako poskušam ugotoviti diagnozo uradne medicine in mojo diagnozo in potem šele vidimo resničnost težav, s katerimi se pa treba potem soočiti in pa seveda jih odpravljati. Vaša diagnoza in diagnoza zdravnikov se v glavnem kar ujemata, ne? Ja, lahko rečem, ne bom procenti govoril, ampak res je. Že določeni zdravniki, tudi na področju področju mariborsko, ptujsko, mursko-soboškega območja, me nekako priznavajo te moje sposobnosti. Predvsem pa mi odobravajo to, ker sodelujem nekako z svojo diagnozo tudi z njimi. Nikakor nikoli ne pravim pacientu, moje je glavno in nikamor drugam ne nosi. To spoštujejo. Torej, vedno, kadarkoli postaviš neko diagnozo, se lahko zmotilna, lahko zmotiš. In če se naredi za diagnozo 2, recimo uradna medicina in moje gledanje oziroma moj pregled, če se to ujema, večinoma se pa ujema, tako je res to, je dosti boljše tudi za pacienta, ker dobi dvojno informacijo, da pravi uradno in mojo informacijo. Potem na osnovi tega se odločam, kako na kakšen način pa pristopiti k zdravju. Ali preko zdravstva, zdravile, ali pa terapijo pri meni. Jaz nikoli ne pravim, zdravil ne jemate, bo pa določene stvari, določene zdravila, ki pa jih nekako odsvetujem, če vidim, ko ima človek težave z jetri, recimo tam v tem primeru je treba paziti antibiotike, antidepresive, lahko močno vplivajo na slabšanje kvalitete delovanja jeter. Kratka, ja, lahko bi rekel, vsaka stvar ima neke svoje meje in jih moraš upoštevati. Ker pa je diagnoza pokarljivo blago, se pravi, lahko diagnoza danes, lahko postavim diagnozo vam, ko ste zdravi, čez teden oziroma čez mesec, 2, pa lahko pride do spremembe frekvenčnega nihanja celic, se začnejo celice spreminjati, nastanejo spremembe v telesu. Ker dostikrat, recimo rakasto obolenje, jih sploh ne čutimo, kar naenkrat izbruhnejo. Tako jaz tudi priporočam potem ljudem, če pri meni na pregledu, pa ga leto dni ali 2 leti ni, ponovni pregled naredimo, šele potem terapija. Gospod Titan, tudi sama sem vas pred leti obiskala, ker sem imela vnetje oči, ponavljalo se mi je in ste mi svetovali, ko ste izmerili, naj premaknem posteljo. To smo tudi naredili in od takrat so težave samo še preteklost. Vi veliko date na sevanje, kaj ne? Ja, gledajte, to je osnova. Radiestezija je, oziroma ta sevanja, ki jo ugotavljamo z radiestezijo, je osnova našega zdravja. Velikokrat zanemarjam prav zdravstvo, svet bom govoril o zdravstvu, uradni medicini zavrača to dejstvo oziroma ne upoštevajo teh sevanj kozmičnih, zemeljskih, tehničnih sevanj, kar močno vpliva na naše zdravje. Zakaj? Če spimo na geopatogeni coni, to so tiste križišča Hartmana in Kerjevega sevanja, torej glava, če je izpostavljena temu, neminovno imamo težave, glavobole, z očmi težave, potem spomin, skratka en kup težav vrtoglavice, razne težave se pojavljajo. Zakaj? Zato, ker začne to sevanje deluje najbolj ponoči med 1 in 3 uro, je to sevanje najmočnejše, ko je
se ozon močno ohladi in je druga faza spanja. Takrat prihaja do tega, ker to sevanje vpliva na naš organizem, na naše možgane, se prebujamo, premetavamo, zjutraj vstajamo utrujeni. Potem, ko se to ponavlja, če to spimo dalj časa, leta, recimo več let, se pa začne sprememba v našem organizmu. Se pravi, celice začnejo nehati drugače. Torej, namesto 600 nuklejih v sekundi, kar je normalno, se lahko poveča ali pa zmanjša. To potem povzroča, eno je to, če se zmanjšuje vnetja, tako tudi recimo vnetje oči, lahko vnetje ušesne votline, lahko pride do razne druge vnetje, čivce pa narašča, je pa to neminovno potem sprememba in nastajajo rakaste celice. Se pravi, presnova iz pravih celic preide potem v nepravilno delitev jedra celičnega in nastanejo tudi rakaste celice. Zato je velik poudarek tudi tistim, ki veliko delajo, dajem velik poudarek prav ležišču. Ležišče je zame najpomembnejši faktor, kako dati ležišče na zdravo mesto, ker imamo v vsaki spalnici. Je toliko mesta, ki se da v mladostno cono. To pa zdaj imamo najidealnejše mladostna cona, potem je udobna in pa življenjsko nevarna. Življenjsko nevarna pomeni tam, kjer spimo, nam začne energija padati, poveča se frekvenčno nihanje celic, začnemo utrujeni postajati, nervoza pa povzroča veliko težav in veliko bolezni. Kaj pa rečete na to, da ima zdaj skoraj vsak otrok v žepu svoj mobitel? To je grozno, a ne? Ja, lahko bi rekel več kot grozno. Jaz, če bi lahko, tako kot ne morem, bi rekel otroci, bi prepovedal to. Predvsem tisto, ko jih nosijo v žepih, pri srcu, tudi starejše gledam, tu noter nosijo ali pa tukaj zadaj na ritnem delu v žepe ali pa tukaj. Tudi to sevanje, to je elektromagnetno sevanje, ki močno vpliva na naše notranje organe. Boste videli čez leta, mogoče v kratkem času, bo vedno več tumorov v očesih, vedno več tumorov možganskih, zato ker to deluje direktno na možgane.